Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci lokalne slovenjebistriške kabelske televizije ob izteku meseca maja, ko se na Bistriškem dogaja kar marsikaj zanimivega. Med njimi tudi Dan ljubezni, tradicionalna prireditev, ki se je nostalgično spomnimo še iz časov skupne države Jugoslavije. Sicer pa se vendarle premika na bolje tudi, kar zadeva vključevanje vseh generacij v različne oblike vseživljenjskega učenja, boljšega in bolj urejenega videza mesta in še bi lahko naštevali. Več o tem v današnji informativni oddaji, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Na paradi učenja se je predstavilo 20 izvajalcev različnih izobraževalnih programov. Na Podravskem forumu, ki je potekal v Slovenski Bistrici, govorili predvsem o prihodnosti Podravja. Slovenjebistriški razvojno-informacijski center organiziral predstavitev pomembnejših dogodkov, ki se bodo zvrstili v maju in juniju. Mesto Slovenska Bistrica dobiva bolj prijazen in zelen videz. Ta teden je potekala tretja javna razprava na temo celostne prometne strategije v Slovenjebistriški občini. Na novinarski konferenci Elektro Maribor predstavil investicijo in oskrbo z električno energijo ter predal donacijo Rdečemu križu ter župnijski Karitas. Iz odklenjenega avtomobila tatič izmaknil zajetno vsoto denarja. V rubriki Lokalne novice bo tekla beseda o prihodnosti mesta in občine z različnimi vsebinami, organizatorji in izvajalci. Ljudska univerza Slovenska Bistrica je v sredo, 17. maja, v okviru tedna vseživljenjskega učenja na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici priredila parado učenja 2017. Na stojnicah se je predstavilo okoli 20 izvajalcev. Med drugim so svoje znanje prikazale članice študijskega krožka, ki deluje v okviru Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Naš študijski krožek se imenuje Malo za dušo in malo za telo. Dobivamo se zato, da se družimo, da ustvarjamo razne izdelke in pa drugi del je tudi telovadba, da se razgibamo, kar je v naših letih zelo potrebno. In kdo se vam lahko pridruži in kje? Nam se lahko pridruži vsak, ki želi biti v družbi med nami. Smo na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici v ustvarjalni delavnici vsako sredo od 2:30 naprej do 6. zvečer ali pa tudi del. Obiskovalci so lahko preizkusili tudi električna vozila Elektrom. Torej, Ljudska univerza nas je povabila k sodelovanju, za kar se iskreno zahvaljujemo. Z veseljem smo se odzvali in tudi veter se je zdaj malo umiril, tako da čakamo, da bo ljudje prišli, da lahko testirajo, testno prevozijo ta električna kolesa, tudi tukaj v naš hrib, gor proti pokopališču, da najbolj sprobajo v bistvu prednosti električnih koles. Tako da namenjena so v bistvu praktično vsem generacijam, razen otrokom, tega jaz ne priporočam, otroci naj pedale vrtijo. Tako da lahko pomaga ali pri pedaliranju, ali si pomagate z vročico za gas, tako na skuterju. Določeni modeli pa so res konkretno kolesarjenju namenjeni, tako da imajo zgolj pomoč elektrike pri pedaliranju. In kakšno je zaenkrat zanimanje ljudi za nakup teh vozil? Zdaj vsako leto raste, bomo rekli, povpraševanje. Zdaj sicer zelo, bomo rekli, čakamo na odločitev zakonodaje, kaj se bo zgodilo. Zdaj ta klasična električna kolesa, kot je recimo tale, spada normalno pod kolesa, torej registracije ni. Za malo močnejše modele, torej do kilovata, se pa zdaj trenutno zelo trudimo za kolesarsko mrežo Slovenije, predsednikom kolesarske mreže, da bi sprejeli zakon do kilovat, da v bistvu ne bi bilo do registracije. Ravno zaradi hribovitosti Slovenije, kjer je zelo praktična uporaba tega kilovata. Precej pozornosti so pritegnile dijakinje srednje šole Slovenska Bistrica, ki so predstavile svoje podjetniško ideje Tavžentroža. Našo poslovno idejo smo razvili v šoli in sicer smo imeli projektni teden in nam je naša mentorica, gospa Simona Lujetič, predlagala, da se s to idejo udeležimo tekmovanja Popri in mi smo se tega udeležile in zasedle odlično 3. mesto na državni ravni. Imeli smo tudi možnost, da gremo s to poslovno idejo na mednarodno tekmovanje v Ameriko, v New York, ampak se tega žal ne bomo udeležile, ker je veliko stroškov. Drugače je naša poslovna ideja zelo uspešna, veliko kupcev se zanima za njo, ker smo razvili nekaj novega in to je paketi.
kupci si s tem paketom lahko sami doma naredijo kremo. Drugače pa naši izdelki so iz naravnih zelišč, predvsem delamo kreme iz kamilice, koprive, potem iz timijana, to je za začetek. Te kreme so pa predvsem namenjene mladim, ki imajo največ težav s kožo. Sicer pa so obiskovalci lahko pridobili tudi informacije o brezplačnih delavnicah, povedali svoje mnenje in izkušnje z učenjem in izobraževanjem, napisali razglednico in jo poslali ter se fotografirali v fotokotičku. Dogajanje so popestrili še z nastopom plesne šole Lara in zvočno kopeljo z gongi v plesni dvorani Ljudske univerze Slovenska Bistrica. V četrtek, 18. maja, je v Viteški dvorani gradu Bistrica v organizaciji časnika Finance potekal regijski Podravski forum. Na forumu so govorili predvsem o gospodarski prihodnosti Podravja in okolice. Mi smo sestavni del dejansko Podravja. To pa pomeni tudi to, da nas podravske zgodbe, pa tudi mogoče širše slovenske zgodbe niso nikdar obšle. Tako da, ko so se stvari dogajale v Podravju, so se dogajale tudi pri nas. Tudi recimo zadnja ekonomsko-finančna kriza je zadela tudi seveda naša okolja. In moram celo to reči, da smo mi v tem drugi rundi problemov gospodarskih imeli več težav kot prvi. Ne več recimo vsaj po neki prvi oceni tudi stečajev. In to seveda posledično vezano na delovna mesta in vse to, o čemer pravzaprav govorimo. Vendar smo pa več čas imeli pri nas pa tudi paradnega konja Impolne in smo lahko lažje verjetno nekatere stvari prešli. Ampak ne samo zaradi tega, ker Impol pomeni uspešno gospodarsko firmo, ampak ker na nek način pomeni vzgled in pomeni neko klimo v nekem prostoru. In klima v prostoru je pomembna in jaz sem prepričan, da je ta klima pri nas seveda tudi širše prisotna in nenazadnje se to odraža recimo tudi v zdajšnjih dogajanjih in v zadnjih 2-3 letih že beležimo tudi tukaj neke zelo pozitivne signale tudi na področju gospodarstva, ki se kažejo v smislu investicij in še česa drugega. Zdaj seveda iz občinskega nivoja je zgodba, pač, kar se gospodarstva tiče, takšna, kot je mogoča. Velikokrat se ljudje predstavljajo, da je mogoče seveda z občine prav vse narediti. In zdaj pa je že zgodba taka. Če je tudi vreme takšno pa drugačno, že za to je župan odgovoren. Ampak pri nas v Sloveniji pač smo marsičemer posebni. Velikokrat sprašujejo, kakšne so rešitve, tudi recimo na tem upravnem in še katerih področjih. Pa jaz pač rečem takrat, gledajte, pa jaz nisem neki zelo velik zagovornik preko meja nekih rešitev, ampak za začetek dajmo mi tisto tam prenesti k nam, ampak brez izboljšav, kar takšno kot je, ampak v celoti. In to je tisto izhodišče. Zato, ker si velikokrat pri nas tudi ljudje predstavljajo, da ima se kaj možno hitreje storiti, kot je možno, ampak žal tudi ne gre. Tudi, kar se tiče recimo našega okolja, imamo zelo omejene možnosti in se mi tudi srečujemo z številnimi dejansko problemi, ki bi lahko bili hitreje razrešeni v smislu administrativnih in še marsikakšnega drugega. In v velikih primerih sploh ne gre v teh primerih za denar. Ni vprašanje toliko financ, ampak je bolj vprašanje recimo vodenja nekih prostorskih postopkov. Konkretno pri nas je res ta investicijska klima recimo zelo prisotna, veliko potreb se tudi kaže potencialnih investitorjev, ampak mi grede, mi imamo naš plan v Ljubljani že 8 let, se lahko predstavljate, kaj to pomeni. Je pa v bistvu sprejetje plana nujno za širitev recimo industrijske cone v tem drugem delu v avtocesti, ki ste verjetno tudi vsi identificirali. To je en del zgodbe, potem so še številne druge tovrstne težave, ker bi lahko z nekimi zelo enostavnimi postopki stvari bistveno hitreje stekle. Se pa seveda tudi srečujemo z nekimi splošnimi težavami tukaj, ki so tudi pri nas prisotne, kar zadeva Podravja. Tako da recimo, če se že pogovarjamo tudi o gospodarstvu pa o brezposelnosti, se bo zelo hitro postavilo seveda vprašanje strukturne brezposelnosti. In to je po moje en največjih problemov, ki ga mi v tem trenutku imamo in tega recimo beležimo tudi pri nas. No, zdaj, kar se konkretno naše občine tiče, mi smo zastavili skupne projekte, zastavili smo jih tudi v enem delu skupaj z Impolom, tudi na področju recimo
torej strukturirana šolstva, ker smo tudi skupšli v prizadevanje za srednješolske programe, ki pokrivajo zdaj področje recimo metodologije, ker mi to vrste kadre, mi imamo tehnične kadre pri nas, v bistvu jih v Podravju ali pa v tem okolju praktično več ni. Potem pa seveda še druge skupne nastope, ki vodijo ali pa omogočajo tudi nadaljnji razvoj, na eni strani seveda te industrijske cone Impol, na drugi strani poskušamo seveda, to pa tisto, kar sem že prej omenil, kar se plana tiče, širiti to drugo območje ob avtocesti, ki pa je tudi vezano na dodelavne recimo posle iz Impola, pa tudi še mogoče iz katerih drugih okoljih. Pa še dve inicijativi mogoče omenil, zdaj mi smo tudi na nek način kmetijska občina, vinogradniško sadjarstvo, pravzaprav je vse živo tu pri nas, tako da tu smo šli ene inovativne programe na področju samooskrbe, ker se te stvari peljejo. Zadnja stvar, ki pa peljemo v zadnje času, je pa ta prisluh novim inicijativam in pa mlajšim generacijam, ker gradimo ravno tu v bližini pravzaprav center socialnega podjetništva za start-upi in neke vrste v bistvu inkubator na to vrstnem področju. In to na način, da bi naj tam sedaj prišle inicijative, ki imajo na nek dolgi rok možnost preživetja. Ne samo tiste, ki so na nek način vezane na kratkoročne subvencije, potem pa, ko se subvencije ukinejo, pa stvari pravzaprav takoj ugasnejo. Sicer pa tudi, kar se širšega okolja tiče, jaz osebno menim, da so seveda investicije, ki prinašajo nova delovna mesta, lahko samo dobrodošle, vode ne morejo pač biti na način, da to pomeni delovna mesta z dodano vrednostjo, da je tu možno seveda iskati potem tudi priložnosti za širše okolje, če so stvari seveda zastavljene v pravem smislu, tako kot je to potrebno, in v tem smislu seveda ni vprašanje ali neka investicija, ali pa ne, ampak bolj vprašanje, kako je dejansko spela, da prinese to dodano vrednost v nek tak naš prostor, nekaj se zdaj pač postavljajo vprašanje rasti proti, ali pa se za konkretno te magne, v katere bo tudi danes tekla tema. To ni vprašanje za mene, vprašanje je samo, kako te stvari speljati, kar je pa drugo, to pa je že vezano na tisto, kar pa se našega okolja tiče, kar smo že omenili, je pa vezano na to, da mi želimo samo to, da se tudi v našem primeru postopki se približno tako hitro vodijo, ko se vodijo tam, ne pa da mi imamo pa seveda te prostorske dokumente z vsemi milijon dovoljenji že 8 let na tapeti in tega nišče ne more razumeti. Vse tudi razumem, ljudje so pravzaprav veliko krat ogorčeni in ne morejo razumeti tega, kar je sam ne morem razumeti tega, čeprav smo mi tisti, ki smo formalno na nek način tudi nosilci, ampak kot sem že omenil, na gospodarskem področju skozi vso to zakonodajo imamo mi relativno omejene možnosti. Tisto, kar je pa po mojem tudi osnovna zadeva, za katere so pa zavezane lokalne skupnosti, je pa seveda v bistvu na nek način izgradnja infrastrukture. Pa ne govorim samo o neki cestno-komunalni infrastrukturi, govorim tudi o širši socialno-družbeni infrastrukturi, zato ker nazadnje je potrebno poskrbeti tudi za to, da je življenje v nekem okolju tako, ki ljudem omogoča, da lahko z lahkoto odidejo potem tudi na delovno mesto. Razpravljalo se je o lokalnih podjetjih ter njihovem vplivu na razvoj regije. Predstavljene so bile 3 uspešne podjetniške zgodbe. V razpravi so bile med drugim nakazane možnosti za zagotavljanje ugodnega financiranja za mala in srednja podjetja ter priložnosti na javnih dražbah in kako izkoristiti stečaj za nove poslovne priložnosti. Razprava je tekla tudi o predvideni naložbi kanadske korporacije Magna v Hočah. V okviru foruma so bili predvajani tudi promocijski oziroma predstavitveni videofilmi o družbah Impol, Aluminium Keti EMI, Zavarovalnice Triglav, Medenka ter vinogradništvu Vino Frešer. Slovenjebistriški razvojno-informacijski center tudi letos organizira skupne novinarske konference, na katerih predstavljajo večje prireditve in dogodke v občini Slovenska Bistrica. V petek, 19. maja, so organizatorji na dvorišču Cukr kuhne v Bistriškem gradu predstavili prireditve, ki bodo potekale ob koncu maja in junija. Predsednik Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica Leopold Turk je med drugim dejal, da bo 4. junija na Zgornji Poskavi 19. šahovski festival veteranov in veterank. Bistriški teater za isti dan v Slomškovem domu pripravlja predstavo Don Kihot, v kateri so se združili ljubitelji 3 zvrsti umetnosti. Niko Turk je povedal, da bodo skupaj nastopili igralci Bistriškega teatra, vokalne skupine Vivere in plesalke flamenka Los Tacones.
Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Poskava bo 17. junija obeležilo 130-letnico delovanja, 20 let manj pa bo stara gasilska godba Napihala Spodnja Poskava, ki jo vodi Jernej Senegačnik. Patricija Breznikar, direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, je predstavila njihove prireditve ob dnevu knjižnice 25. maju, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica Brigita Kruder dogajanje v okviru letošnjega tedna vseživljenjskega učenja. Boštjan Friedrich pa mednarodni atletski miting, ki bo 27. maja, in športni vikend, ta bo potekal od 2. do 4. junija. Na novinarski konferenci je sodelovala tudi Rebeka Potočnik, ki je povedala, da njihovo združenje Evropa Dona izvaja rožnati izziv. V okviru projekta z različnimi športnimi aktivnostmi zbirajo rožnate pentlje. Ravnateljica glasbene šole Slovenska Bistrica Radmila Bikič-Magdič je napovedala zaključne koncerte njihove šole, Živa Stopar pa tradicionalno prireditev kluba študentov v Slovenski Bistrici Dan ljubezni. Na letošnjem koncertu, ki bo 27. maja v prostorih bivšega podjetja Kruzet, bodo nastopili Magnifico, Help in Take Off. Že nekaj časa opažamo, da dobiva mesto Slovenska Bistrica za okolico bolj prijazno, zeleno in urejeno podobo, za kar gre zagotovo zasluga Slovenije bistriškemu podjetju Komunala. Zato se je Drago Čoš, direktor in odgovorni urednik Zavoda za KTV in informiranje, pogovarjal z Modestom Motalnom, vodjo oddelka za okolje pri bistriški Komunali. Beseda je tekla o urejanju okolja, plakatiranju, zasaditvi dreves in še čem. Rondoji oziroma krožišča so pravzaprav zamenjala ta klasična semaforizirana križišča. Kar zadeva varnost in pa pretočnost, so seveda vsi argumenti na strani teh krožišč. Ob tem pa je zdaj na nek način dodana lahko še neka nova dimenzija, to je ta okoljska oziroma botanična, se pravi videz. Ja, res je, krožišča so iz leta 1992 Slovenijo preplavila, ko je bilo prvo zgrajeno tudi v Kopru, in prav tukaj je gotovo ena izmed možnosti za vrtnarsko oziroma hortikulturno oblikovanje, ki ga prej ni bilo v samem križišču klasičnem. Torej v krožiščih pa seveda si lahko privoščimo več. Gre tukaj za en poseben prostor, seveda ne samo iz stališča cestnega prometa, ampak tudi iz stališča samih rastlin, izbire rastlin, torej da izbiramo trpežne rastline, sorte, ki so preverjene, rastline, ki so recimo odporne na ekstremne pogoje, kot je suša, soljenje po zimi in podobno. V samem mestu imamo 9 krožišč. Tole tu pri odcepu za Bolčane oziroma pri Hoferju je resnično nekaj posebnega. Ja, res je, 9 krožišč je v mestu Slovenska Bistrica, od tega 8 zasajenih, tako ali drugače. No, za prav to krožišče, o katerem pa sedaj govorimo, pa gre za novo metodo, ki so jo leta 1994 že začeli uveljavljati v Švici. Dva znanstvenika sta skovala tisto ime, to je mešane zasaditve z trajnicami, ker gre za samoregulativni sistem sajenja in pa seveda tudi potem obraščanja. Rastline v tem samem konceptu zasajujemo pod ogrodne rastline, pokrovne rastline, rastline za dopolnitev in pa še čebulnice. No pa, da ne bom preveč zajadral, morda samo na kratko govorimo o nekih preverjenih receptih, ki jih tujina že pozna in širom Evrope jih najdemo, srečujemo jih v Parizu, na Dunaju, v vseh večjih nemških mestih, da ne govorimo tudi o Skandinaviji. No in prav ta sistem izgleda kot cvetočtravnik, tista rastlina, ki je bolj invazivna, se bo bolj razrasla, morda izpodrinila kakšno izmed teh, ki smo jo vendarle zasadili, ampak tako narava selekcionira in tukaj potem kasneje nastane samo tako cvetočtravnik, ki pa je, kar je zelo pomembno iz stališča vzdrževanja in stališča investitorja, torej občine, nižek strošek vzdrževanja, saj po nekih predvidevanjih to prinaša strošek vzdrževanja 20 do 30 akumulatorskih minut na kvadratni meter, to pomeni, da se poreže, zdaj v začetni fazi pa seveda malenkost več okopavanja, vendar kasneje manj. V koncu samo še tole, ureditev tega rondoja tu je bila deležna kar nekaj pripomb, polemičnih
tonov in razprav. Ja, mene vedno veseli, ko se ljudje spuščajo v hortikulturne trende. To pomeni, da jih zanima, da so hortikulturni trendi tisto, kar morda prej ni bilo tako izpostavljeno. Ja, polemike so takšne in drugačne, kamen je bilo tisto, ki je zelo veliko prahu dvignilo, pa sej, mi imamo po vsej Sloveniji pa po Evropi bolj glomazna in pa krožišča, ki imajo še več kamenja noter. Mislim, da tukaj predstavlja, torej eni strani cvetoč travnik, ki jih imamo v naši občini veliko, na drugi strani pa tisti pohorski kamen, ki ga tudi imamo kot del lokalnega okolja, vendar pa, če bi samo pogledali po tehnični specifikaciji za javne ceste, je od voznega pasa minimalni odmik kakršnekoli predmeta pol metra, kar pa je v našem primeru več kot 1,5 metra, kajti tlakovana površina ni več del voznega pasa. V okviru rednega vzdrževanja oziroma urejanja okolja in pa pozelenitve samega mesta ste dodatno posadili kar nekaj dreves. Ja, res je, po tistih odstranjevanju tujerodnih dreves zlasti v blokovskem naselju, kjer Komunalna Slovenska Bistrica kot vzdrževalec skrbi za urejenost zelenic, smo seveda tudi dali obliž naravno in zasadili nekaj novih dreves, tako je tukaj novih 7 ambrovcev, pa 11 novih lip in pa 12 novih stebrastih gabrov, torej imamo skupno več kot 20 zelenih prebivalcev našega mesta. No pa seveda zelo pomembno je, da je to načrtno in prepričan sem, da bodo prebivalci Slovenske Bistrice kot pa tudi vsi obiskovalci ta drevesa zagotovo dobro sprejeli. V občini Slovenska Bistrica imamo že kar nekaj časa odlok o oglaševanju oziroma o plakatiranju. Ni pa se seveda izvajal, zato je bilo na tem področju kar nekaj nereda, nesistematičnosti. Zdaj so se stvari končno spremenile. Menda je bil razlog za to, da se odlok ni izvajal tudi v tem, da niso bili potrjeni ustrezni ceniki. Ja, res je, na zadnji seji občinskega sveta je bil tudi potrjen cenik plakatiranja Komunalne Slovenska Bistrica kot izvajalca te službe. No in od sedaj naprej lahko tudi, bomo rekli tako po črki zakona oziroma pravil plakatiramo in seveda vsak, ki ima željo po plakatiranju, po oglaševanju na teh stebričkih, ki jih je v mestu 9, se seveda oglasi na Komunalna Slovenska Bistrica, kjer opremimo tudi te plakate s žigom, torej potrjeno, da je strani našega kot izvajalca lahko to plakatirano in jih tudi namestimo. Hkrati pa za to obdobje 8-dnevno skrbimo za to, če recimo pride iz kakšnega razloga vandalizma ali pa iz drugega razloga, da se je plakat odlepil, ga pritrdimo nazaj in tako nekako vzpostavljamo večjo preglednost in pa večji red, kajti roko na srce doslej je to bilo tako. Skratka, odlok se že izvaja preko pristojne službe na komunali. Ja, res je, se že izvaja in smo mi tisti, ki urejamo te stebričke. Občina Slovenska Bistrica v sodelovanju z Mariborsko fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo pripravlja celostno prometno strategijo. V Srednji šoli Slovenska Bistrica je v torek 23. maja potekala že 3. javna razprava. Uvodoma so podelili nagrade izžrebanim v nagradni anketi. Prvo nagrado je prejela Lea Koren. Kolo ji je podelil župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, ki je tudi sodeloval v razpravi. V nadaljevanju je magister Sebastian Toplak z fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo predstavil vizijo razvoja prometa v Slovenji Bistriški občini. Po njegovih besedah bo potrebno ustvariti pogoje za varno in aktivno mobilnost, urediti za ljudi privlačne prostore in vzpostaviti trajnostni prometni sistem, ki bo prispeval k boljši kakovosti bivanja. V ta namen bodo poskrbeli za celovito promocijo hoje, razširitev kolesarske mreže, bolj privlačen javni potniški promet in racionalen motoriziran promet. Sicer pa bo prometno strategijo kmalu obravnaval tudi občinski svet občine Slovenska Bistrica. V sredo 24. maja je podjetje Elektro Maribor v prostorih območne enote Slovenska Bistrica pripravilo tiskovno konferenco, na kateri sta predsednik uprave družbe Elektro Maribor Boris Sovič in direktor območne enote Slovenska Bistrica Miran Đuran prisotne seznanila z nekaterimi podatki na področju trenda uporabe električne energije ter investicij na širšem območju Slovenske Bistrice.
Tako je bilo v lanskem letu na območju bistriške enote realiziranih za približno 3,75 milijona evrov investicij v elektrodistribucijsko infrastrukturo. Tudi raba odjemalcev se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečala od 1,5 do 2,5 odstotka, različno po posameznih odjemnih skupinah. V letu 2017 se na območju bistriške enote načrtujejo investicije v višini približno 3,28 milijona evrov. V letu 2016 je bilo na območju bistriške enote distribuirane za približno 2,2 več električne energije kot v letu 2015. Dosežena je bila rekordna vrednost odjema. Predsednik uprave družbe Elektro Maribor Boris Sovič je v nadaljevanju tiskovne konference povedal, da podjetje z donacijami humanitarnima organizacijama Rdeči križ in Karitas, ki delujeta na območju Slovenske Bistrice, nadaljuje letošnji cikel tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam, ki svojo dejavnost izvajajo na oskrbnem območju družbe. Tako so tudi tokrat obema organizacijama podarili donacijo v vrednosti 1500 evrov. V imenu Rdečega križa in Karitasa sta se za donacije vodstvo družbe zahvalila Marija Bračič, sekretarka območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica, in župnik Jani Družovec, predsednik župnijske Karitas Slovenska Bistrica. Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 15 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, 2 zatajitvi, goljufija, preprečitev dokazovanja, grožnja, odvzem mladoletne osebe, telesna poškodba in nasilje v družini. Slovenska Bistrica. Neka ženska si je v trgovini protipravno prilastila salamo in maslo ter trgovino oškodovala za 5 evrov. Neznani storilec je iz kletnega boksa v bloku ukradel moško kolo vredno 660 evrov. Na parkirišču je neznani storilec iz odprtega avtomobila izmaknil torbo, v kateri je bilo 1200 evrov. Savinjsko. Oškodovanka je znancu posodila 800 evrov, ta pa jih noče vrniti. Gabernik. Iz vlomljene hiše je neznani tatič izmaknil zlatnike in srebrnike v vrednosti 15 000 evrov. Spodnja Polskava. Z traktorskega priključka je nekdo snel in ukradel 2 dvosmerna hidravlična cilindra, lastnika pa oškodoval za 500 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti podali 4 obdolžilne predloge, izdali 49 plačilnih nalogov, odvzeli 3 vozniška dovoljenja ter zasegli avtomobile. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali 7-krat. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla. Konec maja in junij pa ponujata številne prireditve, zato vas vabimo, da si jih ogledate. Kljub vsemu pa se bo še vedno našel čas za vse ostalo, za gibanje v naravi in uživanje v toplih sončnih žarkih. Pa srečno do prihodnjega tedna, ko se bo na koledarju že izpisal nov mesec.